Erik Janža, zgodna ura, odhod v Romunijo. Kakšna so pričakovanja pred potjo? Nič. Probali bomo čim več zaprti oči še na avtobusu, kaj ti čaka na zelo dolgo pot. Vendar mislim in upam, da bo menilo vse super. V mislih bo seveda tekma z Astro. Kakšna so pričakovanja v Romuniji? Predvsem, da pokažemo nekaj več kreativnosti v napadu, da poskušamo dati gol, kajti obramba je bila na domači tekmi zelo dobra. Pravim, mi gremo tja, da zadanemo, pol pa se lahko vse zgodi. Gol je treba nadomestiti, morda nekoliko bolj odprta formacija? Ja, mislim, da bomo igrali nekoliko bolj odprto, vendar naj ostane še skrivnost zaenkrat. Pravim, treba zadeti, če čim prej tem boljše, kajti če zadanemo na začetku prvi, mislim, da je še vse mogoče. Igrate na stadionu, ki sprejme 50.000 gledalcev, sicer bo verjetno več ali manj prazen, ampak vseeno neko novo doživetje. Ja, seveda, je velika čast in nagrada, da lahko igraš na tako velikem stadionu. To bo še dodatna motivacija za nas, mi igralci bomo dali vse od sebe, pa bomo videli. Kakšno pa je stanje v ekipi, kako je stanje v garderobi? Stanje je super, kot skozi celotno sezono lansko in sedaj ni nobenih težav, tudi poškodbe se počasi sanirajo, tako da je zelo dobro. V tem tednu ste uspeli še kaj nadgraditi svojo igro? Ja, delali smo na tem, predvsem v fazi napada, kako in kaj priti do gola, tako da bomo videli, upam, da nam bo uspelo. Najlepša hvala, srečno. Hvala vam. Luka Elsner, danes odhod v Romunijo, kar precej zgodaj. In vseeno, saj lep dan. Ja, lep dan. Čeprav sonca veliko ne bomo videli, ker bomo večino časa na avtobusu, ampak ne bo tukaj naporno, ker se tudi ustavimo vmes in da prespimo, tako da nam bo kar hitro minilo. Odhajate seveda na tekmo v Romunijo. Kakšna so pričakovanja pred tem povratnim obračunom? Da presenetimo nasprotnika, ki sem jaz prepričan in že razmišljal o tem, kako bo igral v naslednjem krogu. Mi smo prepričani, da bo določen moment v tekmi, kjer se nam bo priložnost pokazala, da obrnemo stvari v drugo smer, v našo prid. Zdaj pa upamo, da bomo dovolj zbrani in pogumni, da bomo to priložnost izkoristili in da potem zopet odpremo to tekmo. Na prvi tekmi ste jih še dodatno spoznali, ste morda odkrili kakšno novo njihovo pomanjkljivost ali celo prednost? Prednosti imajo ogromno, vsekakor imajo pa tudi določene pomanjkljivosti v fazi obrambe, kjer pa mi z našim profilom kadra, z našimi igralci, ki imajo določene kvalitete, lahko izkoristimo te njihove slabosti in tudi upamo, da se bo to zgodilo v Bukarešti. Ste v tem tednu uspeli nadgraditi igro in tudi pripravljenost igralcev? Malo časa je bilo, vsekakor je bilo prvo namenjeno, so treningi bili namenjeni temu, da se igralci spočijejo, ker so veliko energije pustili v četrtek. Malo so se osvežili, smo pa potem zadnje treningi izkoristili za nek napredek v fazi igre, še posebej v fazi napada, ker faza obrambe je bila dokaj kvalitetno izvedena in mislim, da bomo v Bukarešti že pokazali določen napredek v sami izgradnji napadov. Igrali boste na zelo modernem stadionu, zelo velikem stadionu. Vi imate recimo izkušnje iz Stuttgarta, kjer gre za približno podoben objekt. Se morda igralcu pred tem kaj zatrese noge? Jaz verjamem, da se ne bo, še posebej zaradi tega, ker ni pričakovati, da bo stadion razprodan in neka prazna arena, pa vseeno mislim, da nima nekega velikega učinka. Nekateri naši igralci so že doživeli take zadeve in bojo vsekakor lahko pomagali tistim tam mlajšim, oziroma tistim, ki so malce manj izkušeni, ampak ponavljam, prazen stadion, ki ne odmeva tako močno, ne predstavlja nekega pritiska. Kako nadomestiti ta gol zaostanka? Kvalitetno se braniti, da Romuni ne dokončajo delo nekako v uvodu te tekme, pustiti stvari odprte. Če damo en zadetek, lahko je to 5 minut pred koncem tekme, zopet se postavimo v en položaj,
kjer lahko ogrozimo Romune. Sem prepričan, da če bi oni občutili, da so v težavah, da bi z njihove strani bilo psihološko zelo zahtevno, mi bi pa dobili nek zagon, da bi pa morda lahko do konca jih presenetili in tudi ven vrgli. Najlepša hvala, srečno. Hvala.